Mitja Ficko je v Ekurni razstavljal zgodaj po končani akademiji. Že takrat je pokazal en poseben samosvoj slikarski stil in bil izredno zanimiv za našo galerijo. Njegova avtorska poetika se je z leti razvijala in tako je rastel tudi njegov slikarski potencial. Leta 2010 smo Mitjo Ficka peljali na berlinski Art Fair Preview in tam pravzaprav se je začela mednarodna kariera Mitja Ficka. Prišel je pod okrilje zelo znanega nemškega zbiratelja in tam so ga opazile tudi nemške galerije in takrat je na nek način Mitja Ficko postal pravzaprav mednarodni umetnik. Vzela ga je galerija Zink iz Berlina pod svoje okrilje in ga potem peljala na različne sejme po svetu. Zdaj, posledica tega je to, da v tem obdobju na nek način Mitja Ficko v slovenskem prostoru morda, po mojem mnenju, ni več pripeljal najboljših svojih stvari, zaradi tega, ker je pač zaradi interesa seveda galerije, ki ga zastopa, so vsa njegova najboljša dela ostala v Nemčiji oziroma so bila prodana po svetu. Tako da ta razstava na nek način spet da nek vpogled v najboljša dela Mitja Ficka. Ta dela so nastala na rezidenci v Leipzigu v začetku leta 2015, kjer so bili poleg Mitja Ficka še dva slovenska umetnika, in sicer Iva Tratnik in pa Marko Jakše. In so pravzaprav rezultat pač njihovega tromesečnega bivanja v Leipzigu. V tem času je Mitja Ficko naredil eno serijo enih slik, ki se na nek način dostikrat pri njemu vračajo k istim motivom. Na primer, Mitja Ficka fascinira določen motiv, določen element ali pa določena scena in potem na nek način se vrača in vrača v risbi k temu motivu in seveda potem tudi v sliki. Vse te slike imajo na hrbtni strani napisane Made in Leipzig. Tako da in to je bil tudi naslov nekaterih njegovih razstav, bi lahko to razstavo poimenovali tudi Made in Leipzig. Pri postavljanju te razstave je vodil nek drug vzgib, kot pri postavljanju razstav ponavadi v teh prostorih. Namreč, v določenem trenutku sem opazil, da je Mitja pripeljal toliko kvalitetnih del v Ljubljano, v ta prostor, da sem si vedno želel narediti en eksperiment, eno razstavo, kjer bi si lahko dovolil, da bi vzel samo najboljša dela in bi samo iz najboljših del sestavil na nek način razstavo. Pravzaprav težko govorimo celo o razstavi. Jaz bi prej rekel, da je ta postavitev na nek način predstavitev najboljše produkcije, ki je nastala v letošnjem letu. In v tem smislu se postavitev te razstave razlikuje od morda drugih razstav, kjer se pač razstava koncipira kot neka vrsta celota, tukaj pa je šlo predvsem za izpostavljanje skoraj posameznih del.
In seveda jasno temu primerno tudi puščanju prostora, da stvari lahko lažje zadihajo. Drugi element pri postavljanju Fickovih del je ta, da se slike postavlja sorazmerno nizko. Na nek način te slike gravitirajo k tlom in pomagajo gledalcu, da vstopi v njih na nek način iz tal v sliko, da nekako se stopi v sliko. Za razliko od morda drugega slikarstva, kjer pač se slikarstvo vedno nekako odpira navzgor in v neko božjo metafizično polje, ne, je pri Fickotu stvar pravzaprav navzdol v neke psihološke, arhetipske stanje človeškega duha. Za Fitzka sta pomembne morda dve stvari. Ena je beseda katarza in druga se mi zdi, da je beseda kompleksnost. Njegovo slikarstvo je enostavno tako kompleksno, tako plastno, tako, kako bi rekel, strukturirano, da še največji skeptiki ali pa še mogoče največji, kako bi rekel, slikari, ki mu morda njegovo slikarstvo ni blizu, se ne morejo načuditi vsemu nemiru in vsemu vznemirenju, ki ga njegovo slikarstvo vsebuje in prinaša. In po drugi strani Mitja Ficko ne more brez katarze. V tem smislu je izredno klasičen avtor in v njegovem doživetju lastnih podob vedno išče neke vrste ravnotežje, neko umirjenost in neko očiščenje. In zato mu katarza služi kot osnovni element, da ve, oziroma trenutek, ko on začuti, da je neko sliko končal. Naprimer, katarza pri njemu tudi to pomeni, da se ves čas sprehaja po nekem robu med svetlim in temnim. Čeprav so teme, ki jih gledalec gleda v njegovih slikah, mogoče lahko na nek način strašljive, obstaja vedno tudi luč, obstaja vedno tudi upanje. In čeprav je tema, je tudi svetloba. In v tem odnosu se na nek način dogaja največja kvaliteta ali pa največja lepota pravzaprav Fickovega slikarstva. V tem, da pravzaprav teh podob, čeprav so berljive, čeprav so jasne, ampak na nek način nikoli ne moremo do konca doumeti oziroma jih do konca razčistiti. In to je tisto, kar pravzaprav daje temu njegovemu slikarstvu tak čar in vedno novo vzburi našo domišljijo, da mu sledimo, da razmišljamo o tem in da jih potem nosimo v sebi, tudi potem, ko pač zapustimo ta njegov svet in stopimo v realni svet. Mitja Ficko je morda eden najpomembnejših slikarjev tega časa prav zato, ker je s to razstavo pokazal, kako živo je lahko slikarstvo in kako pomembno je za slikarja, da naredi ta korak, da se odlepi od vsakdanjega življenja, od banalnosti, od potrošništva in da se vrne v votlino, v nek arhetipski jaz, kjer je vrelc in kjer lahko potem črpa za nove stvaritve. Njegove podobe niso medijske, ampak izhajajo iz enega drugega sveta. Zanimivo je, naprimer, ko je Neo Rauch, ki je imel
ob tej rezidenci, ki je bil Mitja Ficko v Leipzigu, je imel zraven svoj atelje in ga je Mitja Ficko povabil, da si pogleda njegove slike, je komentiral, da so zelo romantične. In se mi zdi, da prav v tem na nek način je ta Fickov pogled še vedno zelo slikarski, zelo primaren, zelo bazičen, zelo katarzičen. Če je sodobni slikarski svet uprt zelo v medijsko slikarstvo in v slikarstvo, kjer se uporablja projekcije, nove tehnologije, računalnike, je v popolnem kontrastu se nahaja slikarstvo Mitje Ficka, ki pa pravzaprav do svojih slik dostopa v najbolj klasičnem možnem načinu, se pravi z risbo, z ponavljanjem enega motiva, ene risbe in potem iz te risbe potem preide v sliko. Tako da je dejansko na nek način kontrapunkt in sodobnemu slikarstvu in sodobni vizualni umetnosti. In mogoče za konec, da se najbolj da začutimo njegov korak k koreninam, ki jih je rabil za to, da je lahko ustvaril te slike, da se nekako uživimo, kako pravzaprav je prišlo do tega meditativnega stanja, ki je omogočilo, da so te slike sploh nastale, je mogoče najbolj, da slišimo, kaj pravzaprav Mitja Ficko ob tej razstavi o svojem delu, o svojem razmišljanju, občutkih napisal. Nazaj v votlino. Preden se zaveš, se je potovanje že pričelo. Poznam zunanji in notranji hrup. Zunanjemu se lahko izognem, notranjemu nikoli. A šele z izginotjem prvega, drugi zares zazveni. Ti notranji glasovi mi tako spremljajo vse povsod, tako v negibno puščavo, kot v najglobljo votlino. Nazaj v votlino je tako potovanje k sebi, v sebe, kjer vse zunanje obnemi, notranje pa zaživi. Nazaj v votlino je orientacija, ki pozornost usmeri na prisluškovanje lastnemu hrupu, mislim, šepetu. Je zretje podob, prizorov, dogodkov, ki privrejo na površje, ne da bi se vezal nanje. Je polaganje jutranje skodele na mizo, je zaklepanje vrat, ko zapuščam stanovanje. Nazaj v votlino je povabilo biti ves čas z eno nogo v sebi in z eno nogo zunaj sebe. Ko z enim ušesom slišim svoj hrup, zmedo, utrip in dih, se drugo meša z okolico. Je potovanje brez skladišča in prtljage. Nazaj v votlino je samo naslov.